Lepo pozdravljeni, drage gledalke, dragi gledalci, v nizu Litmak. To je projekt Dotiki meja in tlakovanje poti k demokratizaciji. Zanimajo nas vzhodnoevropske literarne revije iz let 1945 do 2004. Pozdravljeni ne samo gledalke in gledalci v Sloveniji, ampak tudi drugod, kajti ta projekt zajema več držav, mednarodni projekt je, sodelujejo tudi Italija, Litva, Madžarska, Nemška in Poljska. Naša založba Beletrina je ponosna, da sme spet gostiti v tej knjigarni v Ljubljani Draga Jančarja, ne samo slovenskega, ampak velikega evropskega pisatelja, ki mu ne manjka ne nagrad in zlasti pa ne bralk in bralcev. Tako. Pri naši založbi so nazadnje šle knjige In ljubezen tudi, ponatis To noč sem jo videl in tu jo vidimo ob nastanku sveta. Zadnja, v kateri se je Drago Jančar vrnil v čas svojega otroštva, odraščanja. Tudi danes se bo vračal, mogoče ne tako zelo globoko, malce bliže bomo vseeno, ampak še zmeraj dajva za začetek se vrniti v leto 68. A lahko nekaj posežem? Povejte, kar takoj. Najprej bi morali pojasniti, kaj pomeni kratica Litmak. Litmak, literarne revije. Literarni magazini. Tako, magazini, seveda. Hvala za Torej, to. prihajava v čas, ker imamo tukaj ob nastanku sveta, ki je tudi nastanek mojega literarnega sveta, tako rekoč. Zmeraj smo ga začeli v literarnih revijah. Tako, ja. Tudi tu se je začel nek nov svet, ne? Pa ne samo za vas, tudi za širšo. Celo generacijo. In za širšo družbo. Ne samo v Tako. Sloveniji, ne? No, Drago Jančar je leta 68 zapisal samo kratek odlomek. Zrak, ki ga dihamo, je še vedno dušljiv in težak. Še vedno se nam zdi, da moramo misliti in čutiti, kakor je treba. Da ni mogoče nastopiti s kakršnimi koli miselnimi projekti, ki morda nosijo v sebi vsaj klice heretičnosti. Gotovo je ravno v tem eden največjih nesmislov tega trenutka. Težnja po monolitnem mišljenju in čustvovanju grozi izničiti vsako ustvarjalno pobudo. Tak čas je bil. Napisal je to 20-letni študent, takrat urednik Mariborske katedre, ne? Ja, bil sem star 20 let in sem pisal take stavke. Ampak v resnici je šlo natančno za to pri teh stvareh, ker takšno je bilo ozračje, živeli smo v diktaturah, nekateri boljših, nekateri slabših. Moram reči, da je bila jugoslovanska diktatura nekoliko boljša od ostalih. Imeli smo takrat že v konc 60-ih let odprte meje in tako naprej. In tudi tiskalo se je veliko več, veliko se je prevajalo in tako naprej. Potni list je odpiral, ne? Potni list, tako da v Sloveniji in Jugoslaviji so bile stvari nekoliko lažje. Seveda pa je bila še zmeraj v političnem smislu to diktatura. Ampak veliko svobodnega prostora se je ustvarjalo ravno v literarnih revijah. Najprej je bila katedra, ne? In pri meni, najprej. Ja, seveda, prej so bile Beseda, pa revija 57, ne? Perspektive, Tribuna, Problemi in tako naprej. Ker pa govorimo o tej literaturi, ne? Torej nevarni literaturi za oblast, bi se pomudil malce tudi pri tej knjižici. Jo prepoznate tako po obliki? Ne. Ne? To je knjiga Tomaž Kovač je napisal. To je psevdonim Branka Rožmana. Najtežjim vprašanjem. V rogu ležimo pobiti. Izdana v samozaložbi v Buenos Airesu leta 68. Malce ste tako naredili. Ker ne bi zdaj o mojih zasebnih stvarih govoril. To niso zasebne stvari, jasno, da ne. Ampak vse te stvari so dokumentirane, napisane in tako naprej. Ni pa to center vprašanja, ki se odvija okrog literarnih revij. Zato sem malo No, ampak odmevna je bila že zato, ker je zaradi tega mlad človek iz Slovenije pristal v zaporu, ne? To se je zgodilo, ja. Tako, ja, torej o tem to jemljete bolj kot intimno zgodbo, ne toliko kot družbeno? Ne jemljem kot intimne zgodbe. Sam, če govorimo o literarnih revijah, je bil zame to nek širši prostor. To je bilo neko
politično vprašanje, na katerega sem naletel kot mlad človek, ki me je popolnoma Torej, govorimo o povojnih pobojih. Ne? vojnih pobojih, ki me je popolnoma šokiralo. Že predtem pa sem tisto, kar ste prej citirali, je bilo pa to neko ozračje, ki nas je dušilo. Takrat za te stvari še sploh nisem vedel. In literarne revije, ker o tem govoriva, ne, so bile pa prostor ne samo tega družbenega, političnega, kaj bi rekel, iskanja širšega prostora, več svobode in tako naprej. To je prihajalo sekundarno, v osnovi je bilo pravzaprav ustvarjanje. Ne? Recimo to, kar danes silno manjka. Literarne revije so kreirale nek prostor, vsaka umetnost potrebuje neko strokovno refleksijo, pa strokovna beseda mogoče ni dobra. Potrebuje nek humus izmenjave mnenj o estetskih vprašanjih, družbenih vprašanjih, moralnih vprašanjih, seveda tudi o političnih vprašanjih. In vse te družbe vzhodnoevropske so na nek način te literarne revije, kaj bi rekel, na nek način so jih tolerirale, so jih prenašale. Obstajal je celo nek stavek, ki ga je nek politični funkcionar v Sloveniji izrekel: potrebujemo nek ventil za te intelektualce, zlasti okrog umetnosti jih je največ. In zato so nastajale takšne revije v Sloveniji. So bile pa razlike. Ne? Spomnim se, da ste nekoč v intervjuju za madžarski medij pojasnjevali, kako pri nas ni bilo sam izdatov, ne? Ampak je to ravno to, o čemer govorite, ne? Da so to tolerirali, da je bil ta ventil. No, samo izdati so bili tega tipa, ki ste prej omenili, zaradi katerega sem jaz zašel v težave. To je bila neka popolna tabu tema, tipo vojni pobojev, danes se o tem govori. Ampak literarni prostor je bil pa veliko bolj odprt, ne? To se je veliko prevajalo in poleg tega to ni zdaj samo neka slovenska posebnost in tudi ne celo vzhodnoevropska, zaradi tega, ker literarne revije imajo v evropski zavesti neko težo ustvarjalnih delavnic po eni strani, po drugi strani pa tudi družbenega vpliva. V Franciji je izhajal recimo Le Temps Moderne, ki je izhajal v svojih 3000 izvodih in je imel kljub temu velik družbeni vpliv, ali pa Tel Quel, ki je bil zelo teoretična revija, pa kljub temu takšne revije so izhajale tudi v Nemčiji in tako naprej. To se pravi, da vzhodnoevropska in zahodnoevropska tradicija literarnih revij sta imela nekaj sorodnega, ampak vsaka je seveda bila na obeh straneh kritična do svoje družbe, zato je bilo na naši strani, recimo na vzhodni strani, če Jugoslavijo tudi preštejemo v ta prostor, nekoliko težje kot v Nemčiji, kjer je takoj prešlo v kritiko novih družb in tako naprej, ki so bile pa sorazmerno svobodne. Ne? Prej smo omenila nekaj revij, ne, torej od besede do perspektiv, tribune. Pozabila sva pa na eno, ki je pomembna tudi, oziroma vsaj dve. V Trstu Slovenci v Italiji so izdajali tako Zaliv kot Most. Ne. Mislim, da je bil Zaliv zlasti, ki ga je izdajal Boris Pahor, ne, z ženo Rado, zelo pomemben, tudi za vas osebno. Za me je bil pomemben, ker mi je odpiral nek prostor sploh drugačnih pogledov na vse skupaj, nekoliko drznejših pogledov, kot smo jih celo tukaj v literarnih revijah obravnavali. Mogoče manj teoretično fundiranih, mogoče manj literarno zanimivih, literarno so bili nekoliko manj zanimive te revije kot tukaj. Mi je pa odpiral nek poseben pogled na Slovenijo, ki ga je Pahor s svojo izkušnjo najprej antifašizma, potem lagerja, o katerem sicer takrat še ni govoril, predvsem pa konflikta z potem novo komunistično oblastjo v Jugoslaviji in tudi v njenimi filialami v Trstu. Njegovi slavni tri Eneji, ne? Torej. Tako. In to je name na nek način vplivalo, ampak jaz sem bil nekoliko razdvojen. Po eni strani smo imeli tukaj recimo revijo Problemi, ki je zelo intenzivno estetsko raziskovala nove literarne tokove in tako naprej. In to me je zelo privlačilo. Po drugi strani so ti problemi sicer imeli nek čas neko prilogo, kjer so se tudi družbena vprašanja obravnavala, tudi tam sem sodeloval. Ampak po drugi strani me je pa pritegnil ta Pahorjev
moralistični, bi rekel, radikalizem, ki je bil jasnejši in ostrejši od vsega tega, kar smo tukaj počeli. No in potem je seveda eksplodiralo leta 75, ko je z Alojzem Rebulo objavil tale pričevalec Edvard Kozbek, ne, pričevalec našega časa, Zaradi podobnega problema, ki... povojni poboj, ne. Ampak to je recimo zdaj tema, ki še danes muči Slovenijo in Slovence in tako naprej. Ampak če govorimo o literarnih revijah iz tistega časa, je tu šlo vseeno, ne morem reči, da nekaj več, ker to je najhujša moralna dilema, ki jo Slovenija spremlja, je najhujša stvar, ki se nam je pač zgodila v času zmagoslavja in Evrope, ki se veseli, in Slovenije, ki se veseli, so se zgodili strašni zločini in to nas bo spremljalo verjetno še desetletja. Ampak literarne revije so vseeno bile nekaj več pod narekovaji, ne v moralnem smislu, ker niso odpirale tako težkih dilem, ampak so odpirale, s tem, ko so odpirale prostor kreativnosti, so tudi odpirale večji prostor svobode, ne. In recimo jaz sem sodeloval predvsem v Problemih in poznajo Nova revija, jasno, o tem najbrž bova še kaj rekla. Ampak nekaj malega sem napisal tudi za Prostor in čas, ki je veljal za malo bolj konzervativno revijo in ki so ustanovili neki ljudje iz, ne vem, če bojo tuji poslušalci to razumeli, ker bi bil potreben dolg zgodovinski ekskurs, ljudje Osvobodilne fronte, bi rekli, od nekdanjih komunistov do krščanskih socialistov in tako naprej. Skratka, to je bilo eno zelo razgibano življenje v kreativnem smislu, ker je skušalo biti in je tudi bilo v stiku z evropskimi tokovi tistega časa, in po drugi strani v družbenem smislu, ker je zmeraj znova povzročalo konflikte, debate in tako naprej. Nekako v času Titove smrti se je porodila zamisel oziroma potreba po novi reviji, ne. Zakaj je bila potrebna nova revija? Zame osebno takrat v literarnem smislu ni bila več tako pomembna, ker ne bom rekel, da sem bil etabliran avtor, ampak za seboj sem imel nekaj romanov, sorazmerno uspešne kratke zgodbe, celo moje igre so že igrali v gledališčih kljub težavam, ki sem jih imel prej. To je tista razlika med Jugoslavijo in ostalo vzhodno Evropo, da sem jaz kljub temu čez nekaj časa lahko začel. No, za sabo ste imeli Galjota, ne, to vzdušje, to temačno, tako tudi tesnobno, tudi ni po naključju, ne, kljub temu, da se dogaja nekaj Ni po stoletij. naključju, jaz sem takrat v javnih nastopih to nekoliko zanikal, sem rekel, to je zgodovinski roman, roman eksistence in tako naprej. Seveda pa je prihajal iz atmosfere tistega časa. In tako je bilo celo literarno življenje, tudi v literarnih revijah in tudi Nova revija, ko je nastala, v čudni kohabitaciji z režimom, tako rekoč. Režim je to dopuščal, da se je nekje v nekem prostoru nekaj odvijalo, nekaj svobodnejšega in tako naprej, nikoli pa to ni moglo prestopiti meje širšega, kaj bi rekel, dojemanja, popularizacije in tako naprej. To se je vseeno gibalo v nekih krogih, ki pa so včasih imajo v sebi velik dinamit. In takrat, ko je nastala Nova revija, nekaj let zatem, smo že sodelovali tudi s podobnimi revijami po Evropi. Jaz sem objavljal takrat recimo na Madžarskem je bila taka revija Jelenkor, potem je bila, kaj vem, v Nemčiji so izhajale take revije, recimo v Pragi sta izhajali Literarne noviny in revija Plamen. Izjemno pomembne revije, ki jih je tudi celo tista bolj trda oblast dopuščala, ampak so pomagale do tega, da je prišlo do tako imenovane češke pomladi. In recimo, eden od urednikov Literarne novine, ki ni bil režimski človek, ampak dovoljen v času režima na Češkem, je izdajal zelo kvalitetno revijo Literarni novini. Ta človek je emigriral po letu 1968, piše se Antonin Lim. Antonin Lim je ustanovil v Parizu revijo Lettre Internationale, v kateri sem jaz tudi sodeloval. In za Lettre Internationale je potem začela izhajati
še v španščini, italijanščini, potem pa že tudi v poljščini, madžarščini in tako naprej. In to se pravi, iz tega plamena češke pomladi, ne, je nenadoma nastala revija, ki je tudi zahodno Evropo osveščala o tem, kaj se dogaja na vzhodu. Ne samo v političnem smislu, ker to so pač pokrivali tudi dnevni časopisi in drugi mediji, ampak kaj se bistvenega dogaja v moralnem habitusu vzhodnoevropskih držav. Recimo, to je en tak primer. In takrat smo začeli sodelovati, v Parizu je izhajal Messager European, ki ga izdajajo Finkelkraut, tudi tam smo objavljali in tako naprej. Prej ste omenili to neko čudno kohabitacijo s politiko, ne? Ni bilo tako črno-belo, ne? Torej, kot si mogoče kdo napačno predstavlja, da je bila vsa politika takrat proti ustanovitvi nove revije in da so bili vsi literati za ustanovitev revije. Ne. Seveda ne, popolnoma prav imate. Jaz mislim, da je takrat bil eden od, po mojem spominu, jaz nisem bil v centru tega dogajanja, bil sem sicer med ustanovitelji na prvih sestankih in tako naprej, nisem bil med prvimi podpisniki, ampak sem bil potem ves čas zraven. Ampak kolikor se spomnim, je takrat recimo bil Mitja Rotovnik, ki je bil tam funkcionar v Socialistični zvezi, zadolžen za kulturo, zelo naklonjen temu, da se začne. Bil je v sami partiji, ki je imela vse čez, je bil pravzaprav nek tren mladokomunistov. Niko Grafenauer, ki je bil motor nove revije, večkrat o tem govori. To se pravi, da je ta trend znotraj partije bil svojo vojno s trdorokci za neko bolj demokratično družbo, ki seveda ni imela za cilj pluralizma, popolnega večstrankarskega sistema. Ampak podobno kot mi takrat, da bi vsaj znotraj socializma nekoliko lažje dihali, bolj odkrito in odprto razpravljali o vseh vprašanjih. In zato je bila to, nova revija je bila dovoljena, se drugače ne bi mogla izhajati. Bila je tudi Cankarjeva založba, ne, bila Cankarjeva založba jo je izdajala, bila je tudi subvencionirana. In seveda pa potem je pa začela prehajati v zmeraj ostrejše tone in takrat je prišlo potem do hujših konfliktov, takrat je pa prestopila ta rob zgolj intelektualnega debatiranja, objavljanja, razpravljanja o literarnih delih, družbenih vprašanjih in tako naprej. Omenili ste Nika Grafenauerja kot enega glavnih motorjev, ne? Potem glavni in odgovorni urednik prvi je bil Tine Hribar. Opišite nam malce, kako je potekalo to, kakšni so bili ti sestanki, kje ste se sestajali, kakšne so bile te debate? V gostilnah, predvsem v gostilnah. Bila je znamenita bife On na On, ki se zdaj imenuje Parlament, blizu parlamenta. Tam smo ure in ure prestali in debatirali o tem. En glavnih centrov nastajanja revije in marsičesa drugega je bila pa pisarna urednika Nika Grafenauerja na Mladinski knjigi, ki je bila zmeraj polna ljudi in cigaretnega dima. In tja smo prihajali in izmenjavali debate in tako naprej, izkušnje. In počasi je dozorela ta ideja, da je treba narediti po ukinitvi perspektiv za tono problemov in tako naprej nek prostor, kjer bomo lahko ne samo politično, to bi rad ves čas opozarjal na to, zato ker nova revija je imela skupino političnih ljudi, izrazito političnih ljudi, Tine Hribar, Ivo Urbančič, ki je bil filozof, ampak je tudi razmišljal politično, zlasti pa France Bučar, ko se je pridružil novi reviji. Medtem ko smo bili mi, recimo literarna skupina, seveda tudi za to smer, ampak hkrati smo se ves čas ukvarjali z literaturo. Mi smo debatirali o poeziji, skušali dosegati najvišje literarne standarde, o prevodih smo debatirali in tako naprej. Rudi Šeligo je bil nekako v obojem, ne? Je bil tako pisatelj kot predsednik pisateljskega društva, ne? V politiko šel tudi. Rudi Šeligo je izjemno pomembna figura tudi v tem času in zanimivo je recimo, da sta Rudi Šeligo in Niko Grafenauer pisala precej hermetično literaturo, ne.
Reizem, ne, je bil Ja, Šeligo, ne. Šerigova literatura temelji na notranjem svetu stavkov, estetskih vprašanj in tako naprej. In še bolj to velja za Nikotovo, za poezijo Nika Grafenauerja, ki je sicer pisal sjajne, razumljive, duhovite, sarkastične pesmi za mlade, ampak v svojem osnovnem habitusu poezije je bil pa precej zapleten in težko razumljen. In podobno Šeligo. Oba hermetična, bi rekli pod narekovaje, se ni popolnoma hermetična avtorja, sta bila hkrati izjemno družbeno angažirana. In brez Nika verjetno ne bi nastala nova revija, ne. In Šeligo je šel pa potem direktno v politiko, postal je minister za kulturo in tako naprej. Popolnoma drugačno od vseh drugih ministrov za kulturo. To je pozneje šele To je postal, pozneje, ampak- ni bil prvi minister, prvo ministrstvo so pa vam ponujali. Res je, res je. Ponujali so, to je bilo pa takrat tik po prelomu, ne, ko so ustanavljali novo prvo vlado in so prihajali k meni nekateri, Pučnik, Spomenka Hribar, mislim, da Lojze Peterle, tudi nekdo, še ne spomnim se natančno. In so mi predlagali, da prevzamem to, bila je to skušnjava zame, zaradi tega, ker del mojega bitja je družbeno-političen, čeprav sem se v zadnjem času temu povsem odpovedal, centralni pa je literarno vprašanje, pa sem se moral odločiti. In jaz mislim, da sem se pametno odločil, ker sem se odločil za literaturo, verjetno dvomim, da bi napisal vse te knjige, ki sem jih napisal, če bi se odločil za to. Zaradi tega, ker tu je bil pa zdaj nek nov mehanizem politike, celo mehanizem oblasti. In ko te to potegne vase, ti moraš začeti sprejemati odločitve in nenehno si v polemikah, v debatah. To je nemogoče, da bi ob tem pisal nek zahtevnejši roman. Nekoč ste pojasnjevali, ugotavljali, kako je ideja, ki jo zagovarjajo neki ljudje, potem ta ideja uspe, dobi okvir institucije, torej nečesa okostenelega, ne, kar začne dušiti idejo. Se je to na nek način mogoče dogajalo tudi pozneje z Novo revijo, ko je postala sama institucija? Ja, verjetno deloma, ne, čeprav recimo še naprej v 90-ih letih smo se še zmeraj čutili nekako v opoziciji, ko se človek tega navadi, težko izstopi v nek drug položaj. Umetnik je lažje v Ja, opoziciji, seveda, ne? seveda. In na nek način so nas po eni strani imeli za že skoraj režimske v novih razmerah, ne, čeprav je bilo to daleč od tega. Po drugi strani pa smo mi vztrajali kar naprej še v kritiki novih razmer, ne. In mi jih nismo znali več reflektirati na ta, kaj bi rekel, na nek konstruktivni način, kako zgraditi zdaj pravo, normalno, demokratično družbo, ne. Ampak smo še zmeraj ostajali kritični po eni strani do ostankov diktature in ljudi, ki so se nenadoma preobrazili eni v milijonarje, drugi v nove oblastnike. Ampak to je bilo premalo, verjetno bi morali predvsem najti novo generacijo, ki se je srečala z novimi problemi in tudi iskati neko varianto nekega novega življenja. Mi smo bili navajeni živeti, kot sem nekje rekel, vse smo bili kar naprej presenečeni, ne. Šlo nam je za demokracijo, več svobode in tako naprej. Naenkrat smo imeli okrog sebe kapitalizem tranzicijskega tipa, ki ga pravzaprav 10 let, celih v 90-ih niti nismo razumeli, kaj se dogaja, kam se stvar razvija. Izkazalo se je, da politiki niti novi niso tako načelni, kot so umetniki si želeli, kulturniki. Ja, seveda, to je šlo pač v različne stvari, nastale so stranke, med strankami neobhodno rivaliteta in seveda ne smemo pozabiti tudi na človeški faktor. Ljudje, politiki so ljudje z svojim egom, mogoče še enako velikim ali večjim kot umetniki, in iz tega so izhajala nujna
nesorazmerja, ki so šla pogosto, ker nismo imeli izkušenj neke manj starejše demokracije, se tudi evropska demokracija ni tako stara, ampak desetletja po drugi svetovni vojni so v zahodni Evropi vendarle ustvarila kriterije obnašanja, sodelovanja in tako naprej. Tu je bilo pa vse nenadoma na novo, ne? In nismo razumeli drugega kot opozicija in oblast. Ne? V peti, šesti, tej dvojni številki Nove revije, torej že pred 40 leti, ste objavili tudi zanimivo zgodbo, monolog pravzaprav, apologija samocenzure, ne? Torej, to je zagovor paranoika JH pred konzilijem kolektivnih psihoterapevtov in socialnih imunologov v psihiatrično-imunološkem sanatoriju Svoboda osvobaja, ne? Torej, ste Svobode osvobaja, je pozneje nastal ta sanatorij v vaši najslavnejši drami, Veliki briljantni valček, ne? Torej 2-3 leta pozneje, ne? Zanimivo, da to se dogaja 13. aprila 1984, s tem ste povezali Orwella, seveda, 84. leto s sabo, ne? 13. april je vaš rojstni dan. In cenzura in samocenzura. Tu ste se z obojim ukvarjali, zanimivo. Ja, saj ste zelo pozoren bralec, moram reči. To je nek sarkastičen spis, ki pa skuša razumeti ravno to neko, če rečem kafkovsko, je to malo stereotipno, ampak neko situacijo, v kateri je bilo to, s čem sva živela, s čem sva začela, ko sva govorila o kohabitaciji med oblastjo in tako naprej. In to je nek sarkastičen spis pravzaprav na to, kako nastaja samocenzura, ki po mojem na nek način v nekih novih razmerah bi lahko deloval tudi na današnjo razmišljanje ljudi, ki delujejo v javnosti, novinarjev in tako naprej. Zmeraj človek naleti na cel kup stvari in jaz pač tukaj postavljam moralno vprašanje, kako se je nekdo, ki je skušal živeti ali pa še danes skuša živeti v nekih okoliščinah, ki ga pritiskajo eksistencialno, ki ga onemogočajo, pravzaprav najde izgovor sam zase, da bo lahko sploh živel in sploh ustvarjal naprej, ne? In to je malo med nekim sarkazmom in resničnostjo, ne? Pred 40 leti ste zapisali o literaturi to, da literatura je nekaj drugega od tega, kar razumejo politiki, ne, kar oblast razume. Njen organizem raste, se napaja in krepi tudi iz številnih bolezenskih stanj duha. Vaši poskusi, torej poskusi teh oblasti, ne, represije, vaši poskusi, da bi jo usmerili k zdravju, so v resnici poskusi, da bi jo sterilizirali, s tem pa odpravili. Nekaj podobnega se danes dogaja. Poslušamo debate o tej politični korektnosti, ne, ki je postala nekaj drugega, kar naj bi bila, ne. Torej ne varuje več šibkih, ponižanih in razžaljenih in tako, ampak že začenja sterilizirati umetnost, popravljati celo pretekla dela. Ja, tu prihajamo pa res na neko orwellijansko točko, na nek nenavaden način. Ljudje, ki so prepričani, da delajo najbolj prave stvari, najbolj moralne stvari, najbolj čiste stvari, pravzaprav blokirajo, oziroma zaenkrat se to ni zgodilo, ampak v svojih deklarativnih nastopih, včasih pa celo že v literaturi, skušajo blokirati tisto, kar je temelj literature, njena raznovrstnost in njeno razumevanje za drugega. Bolj, ko se govori o svobodi drugega, razumevanja za drugega, bolj se v tem tako imenovanem inkluzivnem svetu mnogi ljudi izključuje in marsikateri način razmišljanja izključuje. In jaz sem tam, mislim, da že, da se ne spomnim letnice natančno, ampak mislim, da je bilo v 90-ih letih, ko se prvič pojavila, takrat se temu še ni reklo woke, ampak se imenovalo politična korektnost v ZDA in se je selilo v Evropo, sem napisal spis pisateljevi ugovori zoper politično korektnost. In niti tam zagovarjam literaturo, ki govori tudi o temnih stvareh človekove duše, tudi o nevarnih stvareh, tudi o kriminalnih stvareh in tako naprej. Tu bi sicer človek, če sem na en svoj roman pomislim, opisal problem nekega gestapovca v Mariboru,
razvojenega na vse moče načine, ki počne strašne stvari, če ga ne bi skušal razumeti. In ta del literature to nenadoma odpravlja in ni v sanjah celo takrat, ko sem ugovarjal malo ironično o politični korektnosti, in sem zaključil tisti esej s pisom, kaj bodo naredili, je bil zadnji stavek v tistem članku, kaj bodo pa naredili z Shakespearjevim beneškim trgovcem. Shylock. Še kaj bodo naredili s Shylockom. Nisem si nikoli predstavljal, da bojo res začeli čistiti knjige, kot se je zdaj zgodilo že v Angliji, in nazadnje sem prebral celo o možnosti, da bi bilo treba začeti Shakespearja predelovati, da bojo ga današnji mladi ljudje lahko razumeli na ta način, da ne bodo, bog ne daj, jih zasedle kakšne nevarne misli o, ne vem čemu, desničarstvu, o homofobiji ali ne vem, karkoli. Skratka, jaz mislim, da je to nisem katastrofa za literaturo, to je tudi problem za družbo. Saj ljudje moramo razumeti vse, kar je neprijetnega, kar je zoprnega. O tem govori literatura. Zakaj to sploh govorim? Ker se mi zdi nenavadno. Cela naša generacija je govorila ravno o tem, da moramo govoriti o vsem, tudi ne samo o težkih družbenih vprašanjih, ampak tudi o težkih človeških, psiholoških, moralnih vprašanjih, o katerih ne moreš govoriti, če v njih ne pišeš, če jih sam ne skušaš razumeti. Nekoč ste o tem debatirali, razpravljali v revijah, o katerih sva danes govorila. Kje danes potekajo te razprave, če sploh? Je lahko splet prostor, zato ne nazadnje tudi ta najin pogovor bo nas po spletu krožil, ne? Jaz ne vem, če bodo tisti, ki bodo to poslušali, lahko razumeli, kakšno težo so imele te literarne revije, o katerih govorite. Ne samo, da so imele to družbeno težo, ker recimo Nova revija se je pozneje, ko je bila na vrhuncu, izhajala čez 3000 izvodov, ampak ko je tiste njene ključne številke, ki je posegla tudi družbena vprašanja, recimo prispevki za slovenski nacionalni program, se je razmnoževalo na ciklostilih in tako naprej. Po eni strani je imelo ta učinek, po drugi strani pa ne vem, če bojo lahko razumeli, da kako so intenzivne so bile te debate, ker se nikakor nismo strinjali v stvareh, ker smo o zelo težkih stvareh govorili na različne načine. In to ima, mislim, to jaz silovito pogrešam, zato sem rekel, da naš nastanek sveta je bil nastanek sveta v raznolikosti, radovednosti, polemikah in tako naprej. Ne. Tudi, če smem dodati, Mislim, da se pa unificira na nek način, ne, in to je velik problem. Seveda imamo pojav interneta, ki je pomagal uničiti literarne revije, jasno. Ampak to je zdaj nenadoma neka neskončna zmešnjava idej, neskončna zmešnjava tudi najbolj brutalnih, najbolj primitivnih idej, ki pa ne najdejo svoje hierarhičnega zanikanja. Vsakdo lahko pove, kaj misli in zlasti, kaj ne misli. Ja, ampak to so bili pa neki intelektualni centri, ne tisti, ki so jih imeli centralni komiteji, komunistične stranke, ampak resnični intelektualni centri, ki so vendarle kljub tej raznolikosti, kljub iskanju tudi temnejših stvari, bili nek svetilnik kvalitete po eni strani. To sem hotel povedati, to je 57. slovita 57. številka Nove revije z prispevki za slovenski nacionalni program. Kako raznoliki ljudje ste tu objavili, ne? Od Tineta Hribarja, Ivana Urbančiča, ne, torej filozofov, sociologinja Spomenka Hribar, potem Alenka Goljevšek, Jože Pučnik, Gregor Tomc, recimo sociolog, ne, član Pankrtov, Alternative, France Bučar, Jambrek, Veljko Rus, Marjan Rožanc, Vig, Grafenauer, ne. Torej, zelo raznoliki ljudje, ki so pa imeli kaj povedati, ne. Ja, saj to je dokaz tega, da je pravzaprav šlo vsem skupaj za nek bolj sproščen, svoboden prostor
več kisika, več izmenjave mnenj in različnih estetik in več debatiranja o važnih stvareh sveta. In to je bilo značilno za vse te vzhodnoevropske revije in tudi za zahodnoevropske, moram reči, čeprav so imele vzhodnoevropske revije večjo težo. In to prvi dokaz za to je ta 57. nove številka, nove revije, ki je sprožila široko gibanje za demokratizacijo in na koncu celo če ni sprožila samo ta revija, ampak tudi drugi časopisi in druga gibanja in tako naprej, bil je čas zrel za neko veliko spremembo. In recimo malo že pred leti, mnogo let prej, ni naključje, da je bilo, ker sem prej omenjal te češke literarne revije in pisatelje, ki so jih vodili in iz katerih so prihajali. Ni naključje, da ko so prišli sovjetski tanki v Prago, so se postavili med drugim pred neko zelo nevarno hišo, v kateri je bilo društvo čeških pisateljev. To je paradoks tega časa. Neki mali krogi intelektualcev, umetnikov in tako naprej postanejo za neko oblast tako nevarni. Kaj bi se moralo zgoditi ali pa spremeniti, da bi se vi spet oglašali v javnosti z kolumnami, z angažiranimi razmisleki? Saj povsem ne molčim, včasih kaj rečem, ampak preprosto sem se v nekem trenutku odločil, da še bolj kot takrat, ko nisem želel postati minister za kulturo. Takrat sem se odločil za literaturo, ampak sem še nekaj let pisal eseje, članke in tako naprej. V nekem trenutku mi je bilo jasno, da tudi ni več pravega učinka. Takrat, ko sem objavil nek tekst v reviji s 3000 naklade, se mi je zdelo, da je bilo bolj pomembno kot pozneje, ko sem stopil v to kakofonijo glasov in nerazločnih odmevov, surovih odmevov in tako naprej. Zdelo se mi je, da je od tako ponorelega sveta mogoče živeti tudi v neki distanci. Ne, da bi ga zanikal, jaz se ga spremljam, sem pozoren, poslušam, razmišljam. Mogoče bom kdaj še kaj napisal, ampak gotovo to ne bojo kolumni ali neki sprotni teksti, ampak mogoče neka širša analiza z pisateljskega stališča. Si pogosto rečete, a smo se za to borili? Ja, to je stavek, ki bi pa res pogosto pride, ker to je bil znamenit stavek slovenskih partizanov po drugi svetovni vojni. Jaz sem jih slišal, ker sem jih poznal, veliko ljudi je to reklo, seveda, ker ni bilo nikjer socialistične utopije, ali pa za kar so se pač borili tudi iz različnih, se niso bili samo komunisti, so bili med njimi krščanski socialisti in vsi drugi. Niso se borili ne za diktaturo, verjetno večina med njimi, še najmanj pa za socialne razlike, ki so takrat nastajale. In danes se seveda sprašujemo, je bilo to tisti naš družbeni del, kar smo naredili v literaturi, jaz mislim, da je bilo pomembno, ker je na nek način ostalo in je vsakega med nami pozneje spremljalo v razvoju, kar smo naredili v teh literarnih revijah. V družbenem smislu pa seveda mislim, da to bi pa bil potreben en nov pogovor. Nenadoma gledamo okrog sebe milijonarje, ki so na oblasti in jaz sem takrat rekel tisti stavek nekje v Londonu, da smo sanjali o demokraciji, zbudili smo se pa v kapitalizmu in to v tranzicijskem kapitalizmu, ki ima neke posebne značilnosti. Gotovo se nismo borili ne za te silovite socialne razlike, ne za brutalno obnašanje v politiki, ne za te demagogije. Seveda v vsaki politiki nujna, jasno, da je. Ampak mislim, da je cel nivo javne razprave tako padel daleč pod tisto razpravo, ki smo imeli v nekoliko bolj svobodnem socialističnem času, že recimo v 80-ih letih. V 90-ih pa sploh. Marsikdo pravi, da je takrat čutil največ svobode. Druga polovica 80-ih. In 90-ta, ki so že kazala te razlike, novi čas in tako naprej,
ki ga mi še dolgo nismo razumeli, mi iz Nove revije recimo. Zdaj pa smo v nekem popolnoma novem času, kot rečeno bi zato potrebovala nov pogovor ali pa neko novo kvalitetno revijo, ki bi to reflektirala. Tako. Hvala. Dotlej pišite dobre romane, jih čakamo. Vi pa, drage bralke, dragi bralci, berite jih in ne samo romanov, lahko tudi stare revije, marsikaj zanimivega, uporabnega še najdemo v njih, v knjižnicah so na voljo. In zaključimo s tistim stavkom, ki ga je Jože Pučnik postavil na konec svojega prispevka v sloviti 57. številki. Morda bo jutri bolje. Hvala.